Pozdravljeni! V celotni sezoni 2020 poslušamo zgodbo o tem, kako naj bi bil Mercedes dvojni V11 superioren vsej konkurenci. A na dirki na velike nagrade Turčije smo videli, da pravzaprav iz tehničnega vidika temu ni tako. Pa poglejmo si, kakšni so morda vzroki, da smo videli tak nepričakovan obrat. Lahko bi rekel, da je dogajanje pred samo veliko nagrado Turčije spravilo tovarniško ekipo Mercedes v precej paradoksalno situacijo. Videli smo že na prostih treningih, da Mercedes dvojni V11 v Turčiji ne bo tako dominanten kot na ostalih progah. Sicer prosti treningi so prosti treningi, a tisti zaostanki so bili taki, da malo kdo je v resnici verjel, da se samo skrivajo. In seveda dobra poživitev je bila ta, da smo sprevideli, da Mercedes ne bo tisti najboljši, prvi, tisti, ki ga morajo vsi premagati. A na kvalifikacijah smo videli nekaj, kar nas je vseh nas presenetilo. In presenečenje ni bilo toliko, da smo videli Lewisa Hamiltona na 6. in Valtterija Bottasa na 9. mestu, temveč to, da smo videli Lensa Strolla na 1. in Sergija Pereza na 3. Zakaj? Oba imata na razpolago bolid Racing Point RP20, kateri je bil najmanj navdihnjen strani lanskega bolida tovarniške ekipe Mercedes dvojni V10. Poleg tega ima zadek, to se pravi menjalnik in vpetje tistega Mercedesa dvojni V10, oba bolida poganja isti pogonski sklop, ki ga seveda proizvaja Mercedes. Torej, na eni strani smo imeli tisti uradni tovarniški Mercedes, kateri je bil v težavah, tisti, ki je uporablja malce starejšo tehnologijo, je bil pa najhitrejši. Po drugi strani bom v analizo vključil tudi Red Bull in njihov RB16, ker bo zanimivo videti, kje so bile razlike in dobili bomo marsikatero zanimivo potrditev. In seveda, treba je razumeti, kje je lahko vzrok tako slabe forme tovarniške ekipe Mercedes. In tu se bom vrnil na tisto, kar sem že omenil bežno v tistih prispevkih posvečenih veliki nagradi Turčije. Uporabljal bom promocijske posnetke, ki jih je pripravil Red Bull, zato da bi dokazal nekaj zanimivega. Namreč pri Red Bullu zelo radi postavijo svoje bolide Formule 1 v tako okolje, katerega nismo vajeni. Namreč ulice niso mesto, kjer bi pogosto videli bolid Formule 1, sneg še manj. A prav tu moramo biti pozorni na tisto, kar lahko vidimo na teh promocijskih posnetkih. Bolid Formule 1 z veliko težavo drži smer skozi tiste zavoje na takih čudnih podlagah, katere ne nudijo dovolj oprijema. In prav tu se bomo vrnili k Mercedesu dvojni V11. Namreč po svoje je znano dejstvo, da šasija dvojni V11 generira ogromno oprijema, bistveno več bi lahko rekli kot preostala konkurenca. Zato se tudi držijo tistega dejstva, da pri nizkih temperaturah in pri trdih pnevmatikah so bistveno bolj konkurenčni. Ponavadi, ampak ne v Turčiji. Kaj se je zgodilo tu? Imeli smo trde pnevmatike, imeli smo nizke temperature, ampak imeli smo tudi asfalt, kateri je bil bistveno pod standardi, na katere so mnogi navajeni. In dodajemo še mokro progo ter enačba bo zaključena. Namreč predstavljati si moramo, da bolid Formule 1 prenaša ogromne sile, ki jih generira aerodinamika prek vpetja in obes na pnevmatike in s pnevmatik na podlago. Torej, če ni dovolj dober stik, dovolj dober oprijem ali angleško grip med samo pnevmatiko in podlago, se dogaja tisto, kar smo videli na promocijskih posnetkih Red Bulla. Bolid je lahko tako dovršen aerodinamično, ampak ukolikor zdrsne na podlagi, mu nič ne pomaga.
In to je verjetno tisti dejavnik, kateri je spravil v tako slab položaj Mercedes 211. Namreč predstavljamo si, da letos v primerjavi z lani so bili na tistih progah, katere smo videli v obeh sezonah, boljši za približno 0,5 do 1,5 odstotka, kar je ogromno, če se mene vpraša. A tu zgleda, da je bila ta sila dobesedno prevelika. Če pogledamo samo tiste sektorske čase na kvalifikacijah, bomo opazili, da brez težav so bili na prvih 4 mestih bolidi Racing Pointa in Red Bulla, še zdaleč ne Mercedesa. Tudi pri končnih hitrostih kvalifikacij smo videli podobno zgodbo. Treba je biti pa natančen. Sektorski časi na kvalifikacijah so res tisti najboljši časi posameznega sektorja. To ne pomeni, da so bili doseženi v istem krogu. Sigurno, če jih vzamemo posamično in sestavimo skupaj, dobimo idealni krog, a ta je ponavadi malce hitrejši od tistega najboljšega kroga. A daje nam nek vtis, kaj se je dogajalo z Mercedesom. In seveda, sedaj si bomo pogledali telemetrijo, kjer bomo imeli primerjavo tistega najboljšega kroga, ki ga je dosegel Lance Stroll, Max Verstappen in seveda Lewis Hamilton, kajti razumeti moramo, kje je prišlo do tako velikega zaostanka in skušali bomo ugotoviti, zakaj Red Bull ni bil dominanten oziroma zakaj ni prevzel pobude. Namreč, če pogledamo ta čas dosežen na kvalifikacijah, bomo videli kar nekaj zanimivih točk. In preden se bomo spustili na Mercedesa in analizo tistih dejstev, bi vas rad tukaj opozoril na 2 zanimivosti. Prvič, poglejmo samo tiste hitrosti, ki so jih dosegli vsi 3 vozniki tam med koncem prvega in začetkom drugega sektorja. Če pogledamo tiste vrhove na grafu, bomo videli, kako so razmaknjeni. Imamo Lancea Strolla, nato Lewisa Hamiltona in na koncu imamo Maxa Verstappena. Vašo pozornost bi pa rad usmeril tudi na drugi konec grafa, kjer vidimo v 3. sektorju, da hitrost Maxa Verstappena še zdaleč ni bila primerljiva s tisto, ki jo je dosegel Lance Stroll. A bistvo tega prispevka je ugotoviti, kje je bila tista šibka točka Mercedesa, kje je pridelal Lewis Hamilton ves tisti zaostanek v hitrem krogu. In seveda enostaven odgovor bi bil malce tu in malce tam, a mislim, da smo vsi videli tisto razliko v drugem sektorju, ker je bil Lewis Hamilton presneto počasen. In če smo še malce bolj natančni, bomo videli, da glavnina izgube hitrosti je tam okrog ovinka številka 8. In ovinek številka 8 je bil omenjen v prejšnjih prispevkih kot tisti karakterističen ovinek na progi v Istanbul Parku. Gre za neko posebnost, kjer imamo ovinek z 4 različnimi loki, praktično zanko. In če malo povzamem tisto, kar sem povedal do sedaj in uporabim 3. promocijski prispevek Red Bulla, bo nam lahko malce bolj jasno, kaj se je dogajalo z Mercedesom na tistem ovinku. Če pogledamo to situacijo, ko so čisto v reklamne namene dali bolid na vrh stolpnice, katera je imela betonsko podlago, nam je lahko malce bolj jasno, kaj se je dogajalo z Mercedesom. Namreč vidimo, da bolid dobesedno ni bil sposoben nesti hitrosti skozi, temveč ga je enostavno zavrtelo. In nekaj takega mislim, da se je dogajalo z Mercedesom na tistem ovinku, zato so bili prisiljeni iti bolj počasno. In ta rezultat dobimo tudi, če primerjamo položaj samega plina, ki ga je imel Lewis Hamilton na tem delu proge. Seveda iz tega izhaja tudi število obratov, ki ga je imel njegov motor z notranjim izgorevanjem. In še nekaj drugega je tu treba poudariti. Namreč, če pogledamo, v kaki prestavi so vozili vsi 3 vozniki skozi celoten krog,
bomo opazili, da Lewis Hamilton je uporabljal bistveno višje prestave na določenih delih v primerjavi z Lanceom Strollom in Maxom Verstappenom. Zakaj je to delal? Da na samo podlago ni spravljal prevelikih sil. Zapomnimo si, kako je v naših vsakdanjih osebnih avtomobilih, če dobesedno speljemo v visoki prestavi, če naredimo napako. Seveda bolj nežno, bolj počasi vse gre, čeprav smo mi malce jezni v tisti situaciji. A pustimo sedaj to. Videli smo, da Lewis Hamilton in Mercedes so bili prisiljeni v nek tip vožnje, kateri jim ni pisan na kožo. Tudi zaradi tega verjetno lahko sklepamo, da je bila njihova obraba pnevmatik bistveno nižja kot pri konkurenci. Namreč videli smo, da tako Lewis Hamilton kot tudi Sergio Perez sta dirko prevozila samo z enim postankom, medtem ko so jih drugi imeli najmanj 2. In prav tu velja poudariti tisto mojstrstvo Lewisa Hamiltona. Njegov bolid ni bil najhitrejši, a s tistim časom, ki ga je prihranil z postankom manj in neko konstantno vožnjo, si je pripeljal zmago. Sergio Perez na drugem mestu je imel izjemno srečo, kajti ni bil tako hiter, kljub temu, da smo videli na kvalifikacijah, da je bil njegov bolid hitrejši, in res malo je zmanjkalo, da ga ne bi prehitel Charles Leclerc in seveda za njim Sebastian Vettel v zadnjem ovinku. Njegovo drugo mesto je tudi malce posledica srečnega naključja, a vseeno strategija je delovala, to moramo priznati. In zato lahko razumemo, zakaj je ta zmaga, ki jo je dosegel Lewis Hamilton, toliko več vredna v očeh pravih navdušencev. In razumeli smo lahko tudi, zakaj je Mercedes tisti, ki je imel tu težave zaradi okoliščin, katere so bile nepredvidljive. A seveda, razložili še nismo tistih zanimivostih vezanih na Red Bull. Zakaj smo videli na tistem delu, kjer je praktično prehod iz prvega v drugi sektor 3 različne vrhove hitrosti in kako je možno, da Max Verstappen tam na koncu ni imel takih hitrosti kot naprimer Lance Stroll. Vse bi lahko razložili izjemno enostavno s tem, da bi rekli, da pogonski sklop Honda še zdaleč nima tiste moči, ki jo ima Mercedes. Seveda, po eni strani smo videli, da na Mercedesu dvojni V11 je to pomenilo velike težave. A na tistem Racing Pointu RP20 ne, kajti tista šasija ne generira toliko sil vezanih na aerodinamični oprijem. Zato je lahko z pogonom spravila na podlago malce več obratov motorja z notranjim izgorevanjem. Max Verstappen v primerjavi z Lanceom Strollom je tiščal stopalko za plin bistveno dlje, a njegova hitrost ni prišla do izraza. In če pogledamo tisto zadnje pospeševanje, bo nekaj, kar je še bolj zanimivo. Videli bomo, da je Lance Stroll celo izpustil plin, a je bil vseeno hitrejši kot Max Verstappen, katerega je tiščal stopalko za plin. Kar nam zopet pove, da tisti pogonski sklop Honde še zdaleč ni na nivoju tistega, kar pripravlja Mercedes. In seveda gre dodati, da ta analiza je plod mojega videnja, mojega razumevanja, mojega znanja na podlagi podatkov, kateri so izjemno omejeni. Ne pravim, da imam prav, morda oziroma verjetno se prekleto motim, in če ima kdo kak bolj zanimiv, boljši pogled na zadevo, naj jo prosim izrazi argumentirano, seveda v pripombah. A to je zaenkrat vse glede tega zanimivega dogajanja na veliki nagradi Turčije in presenetljivo slabe forme Mercedesa dvojni V11. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.